Lokalne volitve 2022. Klub študentov Slovenska Bistrica je minulo soboto v svojih prostorih pripravil predvolilno debato, ki so se udeležili vsi štirje kandidati za župana občine Slovenska Bistrica. To so aktualni župan dr. Ivan Žagar s podporo strank NSI, Desus, SLS in SDS, kandidat Gibanja Svoboda Ljubo Poles, kandidat SNS Matej Španinger in kandidatka Stranke za ljudstvo Slovenije Romana Brzin. Kandidati so odgovarjali na vprašanja, ki so jih študentje zastavili o perečih temah v občini. Med drugim so povedali, kako bi popestrili kulturno in zabavno dogajanje, tako za mlade kot tudi ostale občane. V našem programu je tudi ne samo center Slovenske Bistrice. Jaz sem živela v času, kjer smo imeli mladinske sobe, kjer smo se mladi družili desetletja in verjamem, da mladi pogrešajo v svojih lokalnih, krajevnih skupnostih prostore, kamor se lahko zatečejo k druženju, da ne postopajo po gostilnah in podobnih, ne vem, nekje. Naprimer, sedaj se družijo pri nas na igrišču, ampak jih prepodi jih dež na Pragerskem, je slabo vreme. Res, v bistvu mladi potrebujejo prav ene skupnosti. To je tudi naša vizija, da bi obuditev teh mladinskih sob. V bistvu so pristojnosti predsednikov krajevnih skupnosti, odvisno kakšen predsednik je tudi v določenih krajevnih skupnosti. Jaz moram povedati, da na Pragerskem smo blazno razočarani nad našim predsednikom, ki ne stori ničesar v tej smeri. Udeležujem se v Bistrici občasno teh druženj za novo leto ampak razdvojili smo se, tako bom povedala, bi bilo potrebno več takega pristnega človeškega stika, pobud iz strani ljudi, kaj si želijo. Verjamem, da za to bodo tudi sredstva in da se peljejo določeni projekti in s tem tudi več druženja, morda medkrajevna srečanja občanov, da bi bilo tako, kot je bilo včasih. Meni se tudi zdi, da je naša Slovenska Bistrica postala več ali manj spalno naselje. In definitivno mi imamo namen oživiti center. Oživiti center pomeni ne samo urediti ga kot pešcono, ampak tudi vpeljati v njega dejavnosti, ki so interesantne za občanke in občane. Tako da bi ljudje, tako otroci kot odrasli, radi prihajali v njega. V tem trenutku za center, po mojem pojmu, največ naredi gospod, ki prodaja odličen sladoled, ki ga vsi z veseljem gremo lizati. Ampak to je veliko premalo. In torej, po drugi strani bomo zgradili kulturni dom. Kulturni dom z večnamensko dvorano in v katerem bo tudi kino. In imamo namen vzpostaviti tudi mladinski center kot javni zavod. Torej, kot javni zavod, kjer boste lahko mladi udejanjali svoje interese. Tako na kulturnem področju, kot tudi po področju izobraževanja, torej raznih usposabljanj, imeli, glasbene sekcije, ne vem kaj vse, ker to je treba vprašati vas, ne mene. Ampak menimo, da moramo narediti občino prijazno mladim. In če veste ali ne, obstaja pravzaprav tudi prav poseben certifikat občina prijazna mladim, kjer v tem trenutku, kolikor vem, 34 občin je lani ali podaljšalo ta certifikat ali ga pa pridobilo, Slovenske Bistrice pa med njimi ni.
reči to, da je Slovenska Bistrica spalno naselje, pa tako mesto kot občina, jaz se tem težko strinjam, pa mislim, da je nekorektno do vse tisti, ki tu deluje, ne nazadnje tudi do kluba študentov. Se tudi klub študentov organizira dogodke. In mi imamo pa nas številne inštitucije, ki te dogodke organizirajo. Res pa je, da največkrat veliko vejo o tem povede tisti, ki jih jaz nikdar na nobenem dogodku ne vidim. To ne pomeni, seveda, da vsak pa pravico do svojega mišljenja. To seveda ne pomeni, da ni možno še kaj več postoriti, ampak dejstvo je, da na številnih področjih in inštitucije in tudi številna društva delujejo in delujejo tudi po številnih krajevnih skupnosti. Res pa je, da kot velika občina se nekatere stvari dogajajo v samem mestu, nekatere se dogajajo izven mesta. Mogoče je nekoliko tega vtisa povezanega dejansko vseeno z tem obdobjem COVID-a, ki je pravzaprav 2 leti to dejavnost v veliki meri zamrznilo. Te dejavnosti so se zdaj zelo aktivirale in že, to je bilo čutiti letošnjo poletje, po številnih krajih, pa tudi tukaj v Slovenski Bistrici, in kar zadeva občine je temu vedno sledila in temu še bo naprej sledila in to tudi spodbujala. Zdaj tukaj gre tudi za seveda aktivnosti recimo vas mladih, ne samo znotraj študentskega kluba, ampak tudi širše po društvih so različno aktivne in tudi tam so številne možnosti. Zdaj, kar zadeva seveda samega mestnega jedra, ker so že bile te stvari izpostavljene, zdaj mestno jedro se uporablja tudi za večje dogodke, ki so zelo dobro iskani, res pa je, da je zadnjih 2 leti ni bilo. Tukaj je treba recimo zraven prišteti še tudi ljudi, ki delujejo na turističnem področju, se pravi, tako recimo vinogradniška društva, potem so turistična društva. Skratka, če bi šli gledati nabor vseh teh vsebin, pa svetujem, da se tudi informator, pa pogledate mesečne objave teh dogodkov, boste videli, da jih je kar veliko. Ponavljam pa še enkrat, da se strinjam, da jih je lahko tudi še več in na nekatere stvari, recimo tudi, kar se tiče športne dvorane, bo lahko omogočila, ker je zdaj prenovljena tudi kakšne večje dogodke, mogoče iz nekega tega zabavnega dela ob seveda vseh športnih dogodkih. Zdaj, kar pa zadeva pa samega mestnega jedra, zdaj jaz nisem naklonjen temu, da se absolutno mestno jedro v celoti zapre, ker potem bomo imeli še bistveno večje težave. Vemo, kako je v tistih mestih, ker so se mestna jedra v celoti zaprla, tam je potem še večja težava z oživljanjem tega mestnega jedra. S tem se pa mi zdaj tudi aktivno ukvarjamo. Pa ne bo verjetno tudi ne tako enostavno tega speljati, ker moramo vedeti, da skozi mestno jedro poteka tudi regionalna povezava. Ampak seveda z gradnjo zahodne obvoznice, ki smo jo uspeli speljati, se bo pa ta težki promet iz tega naselil in promet se bo temu tudi tukaj prilagodil. Se pravi, da bo možno teh dejavnosti, ki pa se zdaj že pojavljajo, pa ne samo sladoled, tudi kaj druga, je zdaj že možno najti v mestnem jedru, da bo pa tega več. Ponavljam pa še enkrat, da je pa res to, da so bile te aktivnosti kar v vzponu do COVID-a. Takrat so se pa stvari res ustavile. Če ste bili pozorni, tudi kar nekaj lokalov, še drugih se je odprlo v samem mestnem jedru. Stara mestna jedra so pa čisto, ki jih je najtežje peljati. Zdaj, kar zadeva pa še področje kulture. Sicer, zdaj občina pomaga številnim kulturnim društvom tudi v investicijskem delu, tudi na Pragerskem. In ko ste že ravno omenili, pravzaprav po vseh krajih imamo mi določene prostore, kjer bi se lahko mladi tudi tam združevali. Je pač treba mogoče te prostore se nekoliko tudi deliti. Jaz sem prepričan, da so razni prostori krajevne skupnosti ali pa kakih društev zelo malo zasedene, če bi šli pogledati tedensko ali pa mesečno zasedbo in z nekim urnikom je mogoče te stvari seveda tudi aktivirati še bolj, kar je seveda tudi verjetno naš namen, pa gre tudi za racionalno rabo. Kar zadeva pa kulturnega centra tu v Slovenski Bistrici, mi imamo številne inštitucije, je tudi kar nekaj zelo različnih dvoran, ki se uporabljajo za svoje namene, za svojo specifiko, odvisnosti od dogodka, nenazadnje tudi mladinski center tu se uporablja za to. In kar pa mogoče manjka ena taka mestna dvorana, tu pa se zdaj dejansko potekajo že razgovori, da se v bistvu v tak kulturni del izpelje objekt, v katerem v tem trenutku domuje Svoboda, to je to kulturno društvo v Slovenski Bistrici. Mi se dogovarjamo z lastniki ostalih prostorov, da je prišlo do odkupa tega prostora in da bi naredili v tem smislu recimo za delovanje društev. Tu seveda morajo se s tem strinjati tudi kulturniki iz Svobode.
pa ne nazadnje so tak namen tudi izrasli, da bi naredili to vrsten del tudi tu in s tem tudi dodatno prispevali k obujanju centra. Ne nazadnje, recimo v tem objektu še vedno deluje kino, je kar aktualen, koliko jaz poznam stvari, in tudi tu mi dejansko pomagamo, da te stvari delujejo. Veliko je tega, mogoče manjka ali pa celo preveč neke informiranosti in v posledice poplave informacij, potem ljudje težko pridejo do teh informacij. Se pa strinjam s tem, da bi bilo potrebno ponovno poskušati aktivirati mladinski center. Zdaj v mladinskem centru mi smo fizično, občina je že to postorila, že davno nazaj namenila te prostore za mladinski center. Zdaj ta mladinski center je nekaj časa deloval, pa je potem malo slabše deloval in je celo tudi ugasnil. Mi smo pravzaprav v vsebinskem smislu tudi sodelovali pri aktivaciji tega mladinskega centra. Bil je tudi en projekt na to temo Talan, ampak potem so se stvari pač ustavile. Tu pa se strinjam s tem, da bi bila potrebna, pa ne samo tu, tudi na številnih drugih področjih, ampak tudi tu verjetno večja aktivacija tudi vas, mladih, da bi ne samo klub študentov tu deloval, ampak tudi širše, da bi delovali torej tudi ostali, da bi lahko delovali tudi ostali mladi, različne asociacije mladi tudi v okviru tega mladinskega centra v vsebinskem smislu. In bi ta mladinski center res lahko bil tudi neko vezno tkivo med na eni strani, če hočete, tudi občino pa inštitucijami, na drugi strani pa vsemi uporabniki. Ker ta link mogoče pa dejansko manjka. Zdaj, kar se mene osebno tiče, veste, jaz sem bil vedno odprt za to, sem bil vedno vesel, da so se študenti oglasili, mi smo se dobivali vsako leto pravzaprav, in tudi smo vedno vse aktivnosti podprli in podprli tudi vse aktivnosti in če bom to možnost imel, bomo podprli te aktivnosti tudi v prihodnje. In smo zelo veseli tudi nekih novih idej. Ko sem se za študente pogovarjal, seveda klub študentov je zelo dober v enem delu, kar se teče tega programa, ki ga pelje, ampak ta program je bilo smiselno dejansko tudi nagraditi. Mi imamo prek zagonskih podjetij, ki že tudi teče na področju Kozeja. Tako področje Kozeja je tudi namenjeno večjim prireditvam, tudi klub študentov jih uporablja. Gre se tudi za to, da se tudi te vsebine dodatno aktivirajo v tem delu. Tako da tudi v tem smislu gre pa dejansko me poziv tudi v aktivacijo. Za to vprašanje, v bistvu se z mojimi predhodniki ne bi ponavljal, se strinjam z vsem, kar so povedali. Mogoče bi se zdaj, bom rekel, osredotočil predvsem na mlade, glede na to, da smo tukaj v teh vaših prostorih. Praktično občina, če gledam po erarju, je namenila 7300 evrov od leta 2005 do leta 2018, kar je izredno mali znesek. K temu še pa RIC dodal od leta 2016 do leta 2022 8900 evrov. Teda, kar se tiče, bom rekel, tega sofinanciranja oziroma pomoči strani občine, je po mojem mnenju premalo. Če gledam druge občine, dobivajo oziroma druge študentske klube in tako naprej, dobivajo recimo Slovenske Konjice okoli 3000 na leto, Murska Sobota 3000 na leto, ptujski študenti 2000 in tako naprej. Zdaj, kar se tiče oživljanja samega mestnega jedra, bi bil en dober primer, recimo mestna občina Ptuj. Jaz, glede na to, da sem, kot sem povedal, tajnik Zveze lovskih družin Ptuj-Ormož, sem izredno veliko tam. Tam se vedno nekaj dogaja, od beer festov, street foodov in tako naprej. Veliko časa sem na to opozarjal tudi na občinskem svetu, zato bom rekel hvala Bogu, če se vsaj sem kanček k temu mozaiku dodal, da se je zgodil tudi en street food tukaj v Kozeju, je to ok. Nadalje, recimo najemnine v Ptuju za cirka 60 kvadratov, nekje 120 evrov mesečno in tudi tu bi morali narediti, bom rekel, mestno oziroma center mesta primeren vsemu temu. Kar se tiče koncertov, na Ptuju je izredno veliko koncertov, kdajkoli priješ, petek, sobota, nisi razočaran, vedno se nekaj dogaja, pa ne rabiš ravno gledati niti po nobenem socialnem omrežju, ker se to vse skupaj vidi. Če pa že gledamo, bom rekel, informiranost, imajo na Ptuju mobilno aplikacijo Visit Ptuj, kjer se vse praktično tukaj vidi. Jaz zdaj ne reklamiram občine Ptuj kot take, ampak govorim samo o primeru dobre prakse, kaj bi se lahko naredilo za naprej. Vidim tudi povezavo občina in vsa ostala društva, naj se bo kulturna oziroma kakršnakoli društva,
Spet primer občine Kidričevo, oni zelo dobro sodelujejo na tem božično-novoletnem zadevi, ker imajo ledeno ploskev pod šotorom. Ta šotor posojajo, je lasti občine in ga posojajo brezplačno uporabo vsem društvom, kjer se lahko dogajajo razne gasilske veselice in vsi ostali kulturni dogodki, da še organizator nima stroškov s tem. Moja pobuda na občinskem svetu je bila čisto na začetku mandata o nakupu gasilskega šotora. Takrat je prišel 40 000 evrov, pa jaz mislim, da bi v enem mandatu bil tolikokrat posojen, da bi bil ta znesek že zdavnaj preplačan. Je nekaj dogodkov tukaj nagrado kulturnih in tako drugače obarvanih. Bom rekel, da tudi, ko sem Rico svetoval oziroma direktor Rica, kar se tiče COVID-a, ko je bilo zaprtje, se je naredila ena, bom rekel, stand-up oziroma komedija, katero smo lahko gledali preko spleta. Druge občine so v času zaprtja COVID-a organizirale koncerte preko spleta, preko streama, da so si ga pač lahko tisti občani pregledali. Tako da bom rekel, jaz več v tem področju, kot pričakujem od vas mladih, pričakujem predvsem od občine in z občino povezanih podjetij, naj si bo RIC, Zavod za kulturo, tudi Zavod za šport lahko kako stvar organizira za mlade, res da organizirajo tek, mogoče pa bi še lahko kakšen dogodek dodali k temu. Tudi vi organizirate koncerte, zdaj ta nazadnje bil, mislim, da skupino Mi2 v Klozeju je bil izredno dobro obiskan, tako da tudi vas poziv, mogoče še kakšen taki pod blagovno znamko vašega kluba, da organizirate neko tako zadevo in da bo potem postala tradicionalna kot vse te vaše aktivnosti, naj si bo v bazenu Slovenska Bistrica, kjer imate pač vaš dan, organizirate, ne vem, brezplačne ure tenisa in vsega tega. Mogoče bi bilo res, da jaz verjamem, da na Ricu dosti dela, predvsem gospa Jeglič, katero lahko javno pohvalim, izredno dobro organizirani vsi dogodki. Mogoče še kakšen dogodek več, ker res bi mogoče prišlo več ljudi v Slovensko Bistrico tudi od drugod, če bi se vedno nekaj dogajalo. Zdaj za te dogodke je dober Klozej, ker potem tam se ne rabi ceste zapirati. Če pa gledamo dolgoročno te novoletne prireditve, katere so tukaj, pa absolutno sem že dal pobudo, da se nabavijo šotor, kateri bo v lasti občine, ograja, katera bo v lasti občine in vse ostala infrastruktura, katera je potrebna za izpeljavo tega dogodka, da je ne nabavljamo, da je ne najemamo vsako leto, ker to so praktično stroški, katere imamo vsako leto in so praktično nepotrebne. Te stvari bi lahko posojali še vsem ostalim društvom, za vse ostale prireditve in bi spet ostal denar v občini, kot pa da občina najema, pa vsa ostala društva najema, vse to opremo, katero bi lahko enkrat kupili, omeli in jo potem pač nekako transparentno oddali v dobro vseh društev. Lokalne volitve 2022.